lep pozdrav vsem skupaj, tako gostom kot občinstvu. Gre za omizje, ki smo ga naslovili novi materiali za zeleno prihodnost in seveda tudi dober posel. No, za začetku bi postavili neko vprašanje in sicer, kakšen razmislek nas lahko vodi glede prihodnega gospodarskega razvoja v velikih globalnih spremembah in konkurenčnih pritiskih tako razvitih in pa tudi razvijajočih se držav. Ob tem seveda ne gre spregledati, da je tudi količina naravnih resursov, ki so do zdaj poganjali ekonomski razvoj, omejena. Danes mislimo predvsem na izrabo fosilnih goriv, ki so v minulih desetletjih višala gospodarsko rast, a hkrati tudi področila razmere, kakršne posledice imamo danes. In se jih tudi zavedamo, ne? Priložnost za to prinaša nova paradigma razvoja, izhajajoča iz konceptov zelene rasti, zelenega gospodarstva in tako naprej. In iskanje alternativ fosilnim gorivom je zato prednostna strategija mnogih držav. Znanost pa ima tu veliko, na nek način tudi vodilno vlogo. Od nje se pričakuje, da bo z novimi tehnologijami, novimi materiali in izdelki omogočila v proizvodnji čim manj ogljičnega odtisa. Take spremembe bodo pripeljale do novih konceptov gospodarstva, ki pa naj bo postalo tudi ekonomsko učinkovito. Zato ne preseneča, da so poudarki na razvoju novih materialov eno najpomembnejših vprašanj okoljske tehnologije. In prav raziskovalci Kemijskega inštituta so nekateri vidiki tega razvoja vodilni v Sloveniji in tudi v svetu, moramo reči. Zato so več kot kompetentni sogovorniki današnjega komizija. To sta profesor dr. Robert Dominko in dr. Nec Kobi. Sicer bodo pa druge vidike novih tehnologij in dobrega posla v prihodnosti pojasnevali še dr. Luka Omladič z Filozofske fakultete, profesorica doktorica Adriana Rec-Puhovac, ekonomistka z Ekonomske fakultete, dr. Gorazd Gotovec z podjetja Elafe in gospod Jernej Tovšak, seveda pomembna institucija Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vi ste tisti, ki odvezujete, recimo, neko vrečo, ne da bo znanost lahko prosperirala. Dr. Omladič, novi materiali postajajo tako rekoč sveti gral industrije prihodnosti. Lahko vi kot filozof, ki imate navadno tak bolj holističen pogled na probleme, pojasnite, zakaj? Dobro. Zdaj, seveda, strokovnjaki za materiale so vsi drugi tukaj v tej sobi, razen mene. Tako da moj nekako vodni nagovor sem, rekel, zasnoval malo bolj nasplošno. In sicer nekako bi ga postavil okoli enega splošnega vprašanja, kako iz vidika etike ovrednotiti neko novo tehnologijo v tem primeru. Če novi materiali so ena izmed tistih, rekel, špic tehnološke revolucije, konstantne tehnološke revolucije, v kateri pravzaprav živimo. Ne samo 4-0, ampak gre seveda razvoj že naprej. Ja, to je zanimivo. Ravno prejšnji teden sem bil na enem srečanju globalnem o umetni inteligenci, ki so ga Združeni narodi pripravili, seveda so rekli, pač umetna inteligenca je tista nova industrijska revolucija. Verjetno neka druga skupina bi rekla za novi materiali in tako naprej. Dejstvo je, da živimo v nekem svetu konstantnega, bi rekel, nekateri tudi radi uporabljajo ta izraz eksponencialnega, tehnološkega in znanstvenega razvoja, kar prinaša po eni strani neko lahko vizijo optimizma, izboljševanja sveta, po drugi strani pa seveda tudi ta eksponencialnost je lahko nekaj, kar lahko ogroža ne samo našo eksistenco, kot vemo, če pogledamo eksponencialnost v rasti ogljikovega dioksida oziroma toplogrednih plinov v
v ozračju, ne, je to tudi ena plat te eksponencialnosti. Tako da iz recimo tega vidika etike znanosti in tehnologije je to vrednotenje novih tehnologij nekaj zelo pomembnega. Ne. Pač eno tako gesto, rekel, ki ga pač v naših recimo filozofskih krogih etike znanosti in tehnologije velikokrat slišimo in se mi zdi zelo na nek način pomembno, pravi, ne, da je načrtovanje tehnologije, to se pravi dizajn tehnologije v tem širšem smislu, da je to v resnici etično delo s drugimi sredstvi. To, ki načrtuje novo tehnologijo, v resnici upravlja neko etično delo. Zdaj, kako to vrednotiti? Ne? Kaj so lahko tisti parametri, po katerih neke pozitivne ali pa negativne učinke neke nove tehnologije lahko vrednotno, na hitro sem se prebral samo nekih 5 parametrov, pa so lahko potem tudi izhodišče za naprej, za debato. Ne? Prvi kriterij je pač predviden učink nove tehnologije na dobrobit, tako rečem, dobrobit ljudi, dobrobit družbe, pa dobrobit tudi okolja ali pa narave nasploh. Se pravi, tehnologija ne bi bila nekaj, kar dela za dobro ljudi. Ne? To je pravzaprav njen raison d'être, zato obstaja. Zato smo ljudje tehnološka bitja. Bistveno, da odkrijemo, kako neka tehnologija vpliva na dobrobit. In na nek način, če ne vpliva na dobrobit, ne, je vprašanje, ne, če jo lahko pozitivno vrednotno. Drugi parameter tega vrednotenja je pač, rekel, in je tak najbolj zelo splošen okvir, je to, ne, sem poznano, previdnostno načelo. Ne. Pri novih tehnologijah moramo pač na nek način vedno, pravzaprav pri vsaki tehnologiji obstaja ne, pač neka možnost, nek racionalen razlog, da bi lahko imela tudi negativne učinke. In na nek način breme dokaza, da pač te učinkov nima, ali pa da so te učinki nekako proporcionalno obvladljivi, ne, mora biti na tistem, ki pač to tehnologijo plasira, ne, uvaja. Tretja taka točka je pač zelo pomembna, je pač, da obstajajo ustrezni protokoli testiranja in uvajanja tehnologije, transparentnosti, sledljivosti, ne, ko pa znanstveniki neko tehnologijo, znanstveniki inženjeri, ne, sem neko tehnologijo uvedejo, ne, velikrat ne, se zgubi ne, ta proces vmes, to posebej recimo poznamo v primeru teh novih tehnologij, računalniških, umetne inteligence, ne, deep learninga in tako naprej, ne, ko imamo nek začeten algoritem, ki rekel nekaj se nauči, ne, ampak sami koraki pri tem pa, kako je prišel potem do rezultatov, niso več jasni, kot je bilo recimo pri klasičnih, determinističnih ne, pač, sistemih računanja. Transparentnost, sledljivost novih tehnologij in pač tudi kako so testirane, ne, se pravi okolja, v kateri znanstveniki in inženjeri testirajo novo tehnologijo, morajo biti potvržene jasne kriterije. Četrta točka tega etičnega vrednotenja bi rekel, lahko kar nasplošno rečemo pač poštenost. Ne? In se na nek način navezuje na tisto prvo, ko smo rekel, ključno, da je bistvo tehnologije, da deluje v dobrobit ljudi. Namreč dostikrat se posebej pri teh najbolj špica novih tehnologijah se srečujemo s tem vprašanjem neenakomerne dostopnosti tehnologij. Ne? Predvsem ne, pač v razmerju držav, v razvoju razvitih držav. Ne? Lahko da je neka tehnologija videti, da bo zelo izboljšala našo dobrobit, ampak hkrati bo pa povečala neko svetovno neenakost, če bo dostopna samo nekaterim drugim, pa ne bo dostopna. Se pravi, ta splošna dostopnost mora biti vedno, ne, pač tudi eden izmed teh razmislekov v dizajnu, načrtovanju, ne, pač etičnih tehnologij. Tehnologija ne sme povečevati neenakosti, ne. Tehnologija mora neenakosti pač zmanjševati, ne, po možnosti. In nazadnje, ne, pač peto točko, bi rekel, zelo pomembno je pač izobraževanje. Ne, in to ravno izobraževanje, se vsi rečejo, pomembno je izobraževanje, ampak rekel bi tukaj izobraževanje točno na tem križišču znanosti, tehnike in etike. Ne. Tukaj pač etični diskurs, etika znanosti in tehnologije ne, pač lahko deluje pač neko polje, kjer se ne, pač v javnosti vzpostavi nek racionalen, utemeljen govor o nevarnostih, prednostih, možnostih in tako naprej. Nekateri pač filozofi govorijo v tem smislu pač etiki znanosti in tehnologije kot nekem mostu, ne, ki poveže ta trikotnik
okolja. In tukaj je zelo pomembno, ne, to na nek način tudi recimo počnemo, to jaz poskušam početi, ta, rekel, prevajanje. Doskrat imamo pač različne diskurze znanstvenikov, inženirjev, policy makerjev, javnosti, ki sicer se v nekem oblaku strinjajo s temi točkami, recimo, ko sem videla spovedano, vsi pa govorijo svoje jezike. Ne. In te jezike prevajati, ne, v neko skupno polje, kjer lahko pride do komunikacije, ne, to, bi rekel, je pomen tega izobraževanja, kateremu v tem smislu postavljamo, recimo, peto točko kriterija, ne, pač novo etičnega uvajanja novih tehnologij, tako rečemo. Ja, doktor Omladič, ta vaš ekspoze je seveda zelo pomembna zato, da se spreminja potem miselnost, ne, kar počasih prodelali, mislim, da sva že enkrat govorila s profesor Dominkom, ampak potem sem se spomnila na neko ameriško študijo, ki sem jo pred kratkim prebrala, da recimo, glede na to, da domevam, da ste tu predvsem tehniki, ne, nekaj tudi naravoslovcev, kar je pokazalo, da recimo tehniki že v prvem letniku, recimo na univerzi, ki više ko grejo, vedno manj dvomijo v te posledice tega obličnega izpusta. Zdaj seveda slučajno ali ne, naključno ali ne, da se to recimo gre za ameriško študijo. Je pa zanimivo, da zelo zaskrbljujoče pa govorijo o tem naravoslovci in pa biotehnologi. Ampak kakorkoli, misel recimo pustimo tako vsak naj pri sebi razčisti, koliko to pojmuje kot tako imenovani fake news, da govorimo o tem. No, kakorkoli. Če se zdaj omejimo nekoliko na problem mobilnosti, je prihodnost v elektriki, tako napovedovalci. In tu zdaj obstajata dva načina pogona z baterijami in pa avtomobili na vodik. In prav to je področje v sami špici, delno tudi v svetovni špici raziskav, ki jih tu na Kemijskem inštitutu vidite. Doktor Dominko, vi ste pred nekaj leti, tako rekoč, kot Feniks zablesteli, recimo s temi vašimi raziskavami, vi delate na baterijah, pa me zanima na kratko, ne? Ja, to ste rekli kot Feniks, to je v bistvu dolga brada vzadej, celotna skupina, ne samo mojega imena, ki se spostavljam spredaj, sedaj, ki je pač kot vodja projektov in pač tisti, ki... To smisla, da predvsem v javnosti. Tako je, ampak tukaj v bistvu je nek tek na dolge proge, na dolgo progo, v bistvu neka ustrajnost, neka želja, nek namen, da se v bistvu nekaj naredi, da se pride do cilja in praktično, mislim, cilj pa mora biti res tista špica, mora biti nad špico svetovno, sprav, ne sme nam biti cilj biti najboljši v tej regiji ali ne vem kaj, ne. Cilj mora biti doseči in sodelovati in biti sogovornik res tistim najboljšim kandidatom za Nobelovo nagrado, recimo. In to potem pomagati, da prideš do tega, da lahko uspešno kandidiraš na razpisih in potem to naše novinarstvo tudi zelo rado sliši, kar te potem izstreli. Mi smo bili že prej v bistvu zelo dobri. Mi recimo pojavljamo se dosti v medijih nekje zadnjih 5 let. Ampak recimo 2004 smo naredili takrat najboljši material na svetu. Praktično smo bili še dokaj neizkušeni, da nismo znali prodati. Ampak je bilo že tiskrat smo bili že zelo dobri. Kar lahko rečem, smo še vedno v špici in še vedno gremo v tem cilju, lahko rečem javno sedaj, ravno v teh dneh podpisujemo 2 pogodbi s fondom, polmilijonski projekti so tukaj od zadnji, kar slovensko industrijo ne moramo realizirati in to nas rine še naprej, kar pomeni še boljšo motivacijo, še več. Seveda pa v cilju, kot je kolega Omladič rekel, nekega trajnostnega razvoja in v bistvu neke zavezanosti k boljši prihodnosti nas vseh, predvsem pa naših otrok. Kako pa je recimo te vaša spoznanje, odkritje, kakokoli rečemo, sprijela svetovna znanstvena javnost, pa seveda avtomobilska industrija, ki pa vemo, da je zelo močna na svetu, pa tudi z veliko denarja. Mislim, ravno to podpisovanje po novih pogodb, se pravi, da gremo v pravilno smer in s tem se odpirajo še več možnosti za Kemijski inštitut, ker je postaja na nek hub za razvoj v Evropi za njih.
Da ne bomo naštevo druge te avtomobilske proizvajalce, s katerimi smo v kontaktih in sodelujemo z njimi, ne, tudi baterijske firme v Evropi, najpomembnejše. Pravzaprav je konstantnost je potrebna. Konstantnost in v bistvu cilj, moraš imeti konstantno cilj in željo. Cilj in željo, to je tudi ti da motivacijo, ki ti omogoča, da delaš preko svojih možnosti in preko obzorja. Samo na kratko, mislim, nekaj detajlov vi uporabljate liti pri teh baterijah, ne? Ja, tukaj pridemo do tistega, ali je to v bistvu okoljsko vzdržno, ali je to v bistvu tehnološko vzdržno. Ne? Okoljsko vzdržno je, ampak tehnološko vzdržno, recimo, ravno danes smo pri kosilu s kolegom Kočevarjem govorila o Musku. Musk je za mene Elon Musk, Tesla je nek vitez, ki poliva, ki se bojuje, ki je frontman na tem področju, vendar njegova tehnologija niso vzdržne. Ker tukaj recimo je kobalt, ki ga uporablja, ki ga imamo vsi v naših mobitelih, in on ga še z veseljem uporablja, recimo študija enega nemškega proizvajalca avtomobilov pa kaže na to, da kobalta je dovolj samo za 40 milijonov električnih avtomobilov. Samo Nemčija jih ima 80 milijonov, če hoče vse spremeniti. Zaprav, da mi moramo iti na druge tehnologije, ki so bolj okoljsko vzdržne, in tukaj recimo to pa je tisto, kar nas pohodi zdaj financira. No, ampak liti je menda prijazen element, ki mislim, da je tretji v periodnem sistemu. Sam liti ni problematičen kot element, problematična je njegova dosegljivost in njegova v bistvu recikliranje tudi, se pravi, v bistvu krožno gospodarstvo z litijem. Se pa reciklira lahko, ne? Lahko, ampak je energetsko zelo potratna proizvodna to, se pravi, nizko spravljena še. Je bolj problematičen v teh baterijskih tehnologijah, ki jih imamo danes, je kobalt. Kobalt je glavne proizvodne v Kongo, ki pač vemo, kakšna je. Otroci tam delajo v rudniku in to je večji problem. In predvsem ga je zelo malo in še potrebujejo ga v različnih drugih tehnologijah. Se v zadnje čase predvsem poudarja grafen kot ta material prihodnosti in tudi, recimo, naj bi bil kot možnost, recimo, v teh baterijskih zgodbah, ne? Ja, Kaj z grafenom? Grafen ima veliko dobrih lastnosti, čudežnih lastnosti, vendar to je v bistvu, to smo, tako bom rekel, na tisti na časovnici, ne? Če postavimo neko daljico, smo mogoče na eni desetini, eni četrtini poti s tem materialom. Preden bomo res ga znali dobro aplicirati v komercialne izdelke. Ima veliko potencijala, tudi naša skupina ga izkorišča te potencijale, vendar je pa potreben dolgotrajen, zopet ciljni razvoj, kjer financiranje mora potekati več let, ne samo več let, tudi kakšne desetletje ali več. Moramo se zavedati, da so vse te tehnologije veliko bolj komplicirane. Ni to enostavno, da neki na služnici narediš, ali pa to ni enostavno, mogoče ne tako enostaven program za neko aplikacijo. To so v bistvu zadeve, kjer je potrebno iti na dolgi rok. Recimo 15 let je nek tak tipični razvoj. Ja, se je pa zanimivo, da se tu Evropa zelo veliko vlaga v to, recimo, mislim, da cirka skoraj 2 milijardi denarja za razvoj tega grafena. Ja, tukaj je zelo veliko denarja, ampak ni samo denar za razvoj energetskih, za energetske potrebe, ampak je v bistvu celotno. To je kompleksen projekt, ki je pač koordiniran s strani Chalmers univerze na Švedskem in je denarja recimo za razvoj baterij in superkondenzatorjev, tudi glede na domnevnih celice, tam cirka 5% smo iz tega. So druga področja, tudi od medicine, kjer se da poskuša aplicirati do nekih premazov, je več področja elektronike. Neka možnost, recimo nekega prihodnega razvoja je tudi. Zagotovo nekje se bo prijel, ni nujno, da vse poslotno. To je pa razvoj, ne? Ja, in v Sloveniji imamo kar predvsej amplifikacije, ne se lahko, recimo delno, kdo pač ima to znanje, kako usmeriti tja, ne? Seveda, če je podprt, ne? No, tako, to pa imamo potem tudi pristojnega ministrstva, da bo potem povedal. Nekaj me pa zanima, prebrala sem, da če govorimo o avtomobilski industriji, predvidevajo, da bi bilo možno z grafenom privleči karoserijo avtomobilstvo in preko
teh sončnih celic potem zmanjšati oziroma rešiti ta problem. A so to neke science fiction? Mislim, vse je mogoče, ne? Če se spomnim, kot otrok, ko sem gledal James Bonda in je v bistvu pozoril telefonaro, ne? Za tiskrat je pa to za naš science fiction, ne? Danes je realnost. Ne? Učinkovitost je tukaj zaskrbljujoča. Ne? Zdaj moramo, če gremo na vate, ne? Če vse pretvorimo na vate in če imamo neke hude, strašne izkoriste, ki niso dosegljivi še danes, bo zelo težko. Ne? Je pa vsekakor, pustimo razvoj, never say never. To je moje moto, never say never, vse je mogoče. Samo moramo iti čez obzorje. Zato pa imamo znanstvenike, oziroma tudi vas na Kemijskem inštitutu, da razmišljate, ste v začetku zelo lepo povedali. Ne? Delate zato, ker pač imate recimo to idejo, ne? Ali recimo ta naboj nekako genetsko komunirana, da vas žene, da nekaj novega odkrijete in očitno uspeh je bil in je še bo še naprej. Doktor Hodnik, vi pa delate na vodiku, ne, kot pogonskem sredstvu in razvijate. Nam lahko poveste na kratko? Ja, zdravo. Tu se mi zdi zanimivo, da je o vodiku kot neki energiji prihodnosti že pisal Jules Verne. Tisti, ki ste ga brali, najbrž ste kaj zasledili tega. Ne? Ja, sej ta tehnologija gorivnih celic, vodika, pa tudi baterije, to je znani koncept je že zelo dolgo nazaj. Zdaj, jaz gledam na to elektrifikacijo celih, praktično vsega energijskega sistema kot nekak prihodnost tega, da se bomo lahko nekako umaknili tem fosilnim gorivom, pa potem problemom segrevanja ozračja, pa s tem, da se viša ta CO2 v zraku. In to je pač samo čas, pač odvisno bo to hitreje ali kasneje. Ne? Če bo Trump rekel, da to ni problem, bo malo kasneje prišlo, ampak enkrat bomo mogli priti tja. Ali ozirate na tisto študijo, ki smo v začetku omenili? Vse v bistvu ljudje ne vemo, kaj verjeti. Kot znanstvenik pač veš, kaj delaš, ampak kot konceptualno je povsem, mislim, da je jasno, da bo enkrat zmanjkala nafta. Ne? Ampak kakorkoli mi pač se ukvarjamo s tehnologijami, ki bojo zagotavljali, da bomo še vedno lahko imeli kvaliteto življenja po tem. Bomo pač ena izmed teh je pač gorivna celica, ki uporablja katalizator not in ta omogoča pretvorbo vodika v elektriko. Potem imamo pa še elektrolizer, ki pa omogoča pretvarjanje, torej, ko imamo višek elektrike z sončno energijo oziroma vetrnimi elektrarnami nazaj v vodik. In tu imamo nekako en krožen sistem, krožno gospodarstvo. In mi razvijamo tukaj čim boljše materijale, ki bojo omogočali čim večje izkoristke v tem. Recimo, apropo tega vodika, sem na nekem nedavnem posvetu poslušala razprave, kjer so se zelo oglašali, da je vprašanje umetljivosti. Potem sem pa zasledila, mislim, da je strojna fakulteta iz Splita, ki se tudi s tem ukvarja, naredila preprosto nek preizkus, crash testih, razvila nafto ali benzin pač, in pa vodik. Vodik, avtomobil z vodikom ostal cel, medtem ko tisti je pa seveda pogoril do konca. Je lahek izpari ali gre v zrak? Ja, to so ene izmed teh stvari, nekateri pač bremzajo to tehnologijo oziroma vedno bojo pozitivne pa negativne lastnosti. In pač znanstveniki potem najdemo načine, kako se temu rešimo teh zadev. Ampak to so tako, kot vse te teorije zarod, tudi pri cepljenju pa to. Pač ja, vodik gre v gor, najlažji element, medtem ko nafta se pa razvija v tebi in goriš. Tako da že logika pove, da je nafta bolj problematična, ampak
Kakorkoli mislim, da bomo našli tudi rešitev za to. Tukaj je tudi en izmed problemov, kako shranjevati vodik, ga moramo stisniti na 700 barov, pa to je klinko, pa zato porabljamo energijo, pa težko je narediti material, ki bo zadržal vodik v sebi. Vodik je tako majhen, da gre praktično iz vsega ven. Ampak po drugi strani jaz to razmišljam, da če bomo dobili vodik za ston iz sonca, pa vetra, pa se ne bomo toksikirali, če bo kaj šel ven, pa to. Mislim, meni podatek zelo zanimiv, ki je pa Elon Musk povedal, on je zelo lep tak spokesman, predstavnik teh tehnologij, vizionar, je recimo, da bi jedrsko elektrarno lahko zamenjali s sončnimi paneli, s tem, da jedrsko elektrarno v radiju 5 km, ker itak noben noče živeti, bi s tem delali več elektrike, kot z jedrsko elektrarno. Tako da elektrike je več kot dovolj, če bomo le ustavili nekaj, kar bo to ljubili. Ja, gleda, da je res Musk tak vizionar, ne, ki poganja tudi fantazijo, recimo, kaj se že lahko, oziroma kaj se še utegne lahko. Ja, on je zelo veliko teh science fiction stripov bral, in kar se izkaže, da v bistvu vse to, kar so napovedovali, v bistvu se dogaja, ne, z mobiteli in z velikimi zasloni, zdaj bo kmalu avto letel, ne. Pač na Mars bomo šli kmalu. Vse se dogaja, tako se že obljubljali. No, prihodnje leto, če bo gostitelj, gospod direktor Anderluha, organiziral tako omizje, recimo, bo že na dvorišču, a ne, avtomobilov, ki bodo sami vozili, recimo. Jaz zadnjič sem gledal en posnetek, kjer je nekdo na bejzbol tekmo v Ameriki priletel z tako letečo, mislim, kvadkopterja, da je bilo plošča. In je priletel not, da v žogcu in je odletel ven. Ja. Torej se že lahko letimo. Tako ko Batman, recimo. Ja, doktor Domiko, vi ste živeli nekaj tu. Jaz sem hotel še eno tako zanimivo zgodbo v Borilnih celicah povedati. Lansko leto sem imel na enem zajtrku diskusijo s kolegico iz Toyota, raziskovalko v Toyoti. Recimo, glavna težava Toyote v Ameriki, da ne morejo v bistvu plasirati več avtomobilov na borilne celice, je ravno to, da v bistvu ta lobby, nasprotni lobby so ustvarili nek strah, da so to ti avtomobili sedaj z vodikom, ne, kot neke potencialne bombe za teroriste. Ne. Tako da tudi na takšen način se gre proti novim tehnologijam. Ja, seveda se zdaj, kako je, mislim, laična znanost, pa tudi možda bolj ozaveščena, ne, izrabi vse možne načine, ne, da na neki način lahko producira take in drugačne ideje. Doktor Gotovac, vi ste sicer fizik, ne? In delate v avtomobilski industriji, vendar pa se ne ukvarjate z virom energije, ampak je vaš raziskovalni cilj usmerjen drugam v pogonske motorje. Tu spet pridemo do nečesa novega, nekih novih materialov, novih idej in tako naprej. A nam lahko tukaj malo poveste o tem? Ja, v bistvu mi ravno tako izhajamo, kot mislim, da vsi tukaj na začetku iz nekih potreb ljudi. Kvaliteta življenja je bila omenjena, mogoče je sustainability, tisto, kar je mogoče celo nekaj tako overwhelming pojem, ki združuje vse te nove tehnologije, na kakšen način dosež, da ne bo zmanjkalo nafte. Nafta je samo ena od stvari, ki je lahko zmanjkane, prekrožno gospodarstvo, uporaba obnovljivih virov energije in tako naprej. Ne. Zdaj, naš del je v bistvu zagotavljati, da se energija učinkovito porablja, ne, kar pomeni pogonski sistem, recimo motor z notranjim izgorevanjem, neki izkoristi so tukaj 20%, ko prišteješ vse predstave in tako naprej se to še zmanjša. Tipičen električen avto ima izkoristke nad 80%, kar pomeni, energijo rabimo bolj učinkovito. Zdaj, naša naloga v podjetju in s tem enostavno lahko pridobimo tudi ekonomsko korist, torej lahko na trgu nastopamo samostojno kot v privatnem sektorju, je, da izboljšamo, kako se energija porablja. Ne. S tem lahko v bistvu naredimo lažje delo za tiste, ki se ukvarjajo z energijskimi viri, zato ker lahko je v bistvu energijski vir manjši na koncu, če je raba energije bolj učinkovita. Bi pa rekel nekaj, kar
ker mogoče manjka tudi za temu vizijama, ne, je pa nekdo, ki se ukvarja z materiali za temu se reče v avtomobilski industriji z eno besedo lightweight. Torej, če mi porabljamo overall manj energije, potem smo v bistvu naredili že prvi korak k temu, da je ta učinkovita raba še toliko bolj se pozna na končnem učinku. In jaz mislim, da materiali imajo ogromno vlogo pri temu, da materiali plus IT, bi rekel nekako, ima ogromno vlogo v temu, da se avtomobilska industrija transformira v bistvu v mobilnostno industrijo. Torej, poznamo vsi te koncepte car sharinga, kar pomeni manj uporabe materialov, ker če spet iz te sobe uporablja isti avto, potem je enostavno uporaba materiala 5-krat manjša. In te enačbe in računice so jasne in celotna avtomobilska industrija se v zadnjem času začela tega zavedati in zato se information technology, avtomobilska industrija, energijski sektor, torej tudi naš petrol je zelo aktiven na tem področju, pa še drugi, recimo elektroprimorski in tako naprej, so začeli tega zavedati in v bistvu formirajo novo industrijo. In v tej industriji je eno od glavnih stvari, so materiali. To se zanimivo, tu vidimo kar nekaj mladih, nadebudnih raziskovalcev, prihodnih, kako bi rekla, odkriteljev, recimo na področju materiala kakorkoli, je dobro, da te stvari se sliši, ker zanimivo, da sem zasledila podatek, da Evropa pravi, da je znanje v bistvu kar precej. Obstaja pa dosti neambiciozni kader v Evropi. In seveda, potem se postavlja vprašanje, kako bo recimo taka naravnanost, taka forma mentis konkurirala recimo v globalnem smislu. Zato tudi vsi ti premiki s denarjem in s nekimi drugimi spodbudami, da bi se potem ta baza znanja bolj afirmativno postavljala. A ste kaj zasledili tega? Ja, v bistvu dve zadevi na to temo. Najprej, mi predvsej sodelujemo z Azijo, torej s Kitajsko. Kitajci so predvsej fokusirani narod, ker pomeni, oni se zmenijo na najvišjem nivoju, s čim se bodo ukvarjali, potem grejo pa recimo temu na glavo to vsi, ker pomeni enostavno, cel narod se postavi za neko vizijo in izberejo, ker v Evropi nikoli ne bi šlo, izberejo teh najboljših firm na področju, to financirajo in grejo. Seveda se mi tega ne moramo iti, ampak neka pametna specializacija, ker je zdaj tema, ki jo tudi ministrstvo obvlada. Tako, ki jo obvlada, neka pametna specializacija pa je tisto, česar se moramo iti. In obstajajo precej jasne smernice, vsaj med tehničnimi ljudmi, v katero smer šla ekonomija, kje se bo krepilo gospodarstvo. Recimo, zdaj ob temu, bi rekel, skoraj tragikomičnem dogodku, ko je Amerika odstopila od Pariškega sporazuma, je bil en komentar, da Kalifornija je izredno dober primer, kjer je sustainable energijska raba in proizvodna energije že business case. Tam zadeve tečejo brez spodbud na nekaterih področjih. Se ustvarjajo službe, tudi druge, recimo njihove zvezne države, so takoj dvignile glas, da oni nadaljujejo na isti poti z istimi cilji, zato ker se kaže, da samo na tak način bodo lahko konkurirali pa nekomu, ki fokusirano gre naprej, ne pa na vsake 4 leta menja politiko za recimo temo 180. Se zanimivo, Kalifornija se tako vidimo, preverjamo, se namerava tudi odcepiti zaradi tega, ker je tako zelo propulzivna. Ampak oni tudi v prihodnjem letu, to se pravi leta 18, predvidevajo imeti avtomobile z nič izpustom, mislim, večina. Kako bojo to dosegli, ne vem, to seveda je vprašanje za nas nekaj. No, tako bi rekel, v Kaliforniji je situacija Tako. Ja, zato ker stavno mesta tam so še vedno močno preobremenjena s prometom. Avtomobili so še vedno 2 do 3 krat večji kot pri nas, torej miselnost ni 100% se spremenila. Norveška je boljši primer. Oni so se, seveda na podlagi tega, da ekonomsko so tega sposobni, so se zavezali, da bodo do
2025 v bistvu nekako prepovedal prodajo, mislim, da dizelskih vozil, pa če se ne motim tudi vozil. Mislim, da sploh, da bo zelo električne imeli, ne? Ja, električne, ne, če se pogovarjamo o energijskem viru vodik, baterija, je pa to v bistvu ekvivalentno, ne. Tako da take stvari so možne. O takih stvarih se moram reči, pogovarjamo tudi v Sloveniji, smo se pogovarjali 2 dni nazaj, nek konzorcij slovenskih firm, tudi javnih deležnikov, kakšne cilje bi si Slovenija lahko postavila do 2025, kjer bi Evropa rekla, na tak način bi pa Slovenija lahko bila celo v bistvu referenčna država v Evropski uniji, ne, in tudi mogoče na svetu. Ker smo mehki, geostrateško smo zelo dobro pozicionirani, znanje je velike, baterije, umetna inteligenca, recimo na Inštitutu Jožef Štefan, torej javni sektor je zelo dober, privatni sektor je zelo avtomobilsko naravnan, ne, torej imamo znanje, edino zamen se tako kot ponovadno znamo. Ja, to je dober napotek, dober razmislek, ne, nekega vizija, nekaj časa, pa ni toliko, ne, zadev, treba najbolj hitro delovati, ne. Že kar nekajkrat je bila danes omenjena ta ekonomija. Profesorica Adriana Rejc-Buhovac, sprašujem vas kot ekonomistko, ne, a bo konkurenčnost in pa profit na tem razvoju, smo rekli, da bo to prihodnost gre čisto neke druge, mislim, zelo propulzivne zgodbe, tudi gibalo nekega ekonomskega razvoja. Zagotovo, ne? Zdaj, če pravilno razumemo, kaj sploh je konkurenčna vrednost podjetja, to je, ko se študenti pogovarjam po domače, rečem, ali jo imaš ali pa nimaš, ne? Ali imaš prednost pred drugimi v branži ali pa nimaš. In to prednost se ekonomsko gleda kot razliko med prodajno ceno, med lastno ceno proizvoda. To ima večji ta špeh, ne? Kdo tega več ustvari. In ravnati zelo smotrno z resursi je ena ključnih postavk, da bomo svojo konkurenčno prednost sploh dosegli, ne? Predvsej bolj kot pa dosegali višje prodajne cene. Podjetja so zelo v primežu. Na eni strani cene trendno padajo za produkte in storitve že desetletja, pri vseh produktih to opažamo. Na drugi strani pa resursi, eni konfliktni, drugi zelo redki, ne? In tle bo zelo malo prostora za igro, tle bo treba se hitro obrniti, ne? Tudi podjetja, ki bodo obvladvala ta input, na strani inputov bolje s procesija, ne? Tle je prostor. Tudi za mene je to krožno gospodarstvo v tej začetni fazi pomembno, koliko manj ti sploh materijala porabiš, ne pa koliko ga recikliraš, kako z njim kasneje delaš, ne? Ti moraš pravilno to izkoristiti, tako da ta vaš linija pogovora o tem, koliko recimo energije v motorju, v avtomobilskem res poganja motor, koliko se pa za kaj drugega porabi, v to smer gre. In recimo v Sloveniji z Italom spremljam nekaj časa, ena od njihovih divizij na Ulitkih, ne, so oni precej močni. Ulitki so v avtomobilski panogi pomembna komponenta, gre za dele podvozij, dele recimo tudi hladilnih sistemov, motorja in tako. Gotovo je cena, gotovo so dobavni roki pa kakovost, ampak ta komponenta trajnostna je lahkost materijala. Iščiti načine, da bo vaša komponenta enako vzdržljiva, ampak lažja. Ne? Isto ronjelice, pa druga divizija v Talomu, tukaj pa delajo za tube, za recimo tudi tele tube recimo za zobne paste ali pa tube za prehrambeno industrijo, doze in tako enako. Tanjše stene, enako vzdržljiv materijala. Ampak vi tudi dobro poznate ta avtomobilski grozd naš, mislim, se pravi slovenski, ne? Koliko je tu recimo nekega naboja, da sledi vsem tem vrhunskim raziskavam, ki jih recimo Kemijski inštitut lahko? Ja, no to povezovanje bo zelo pomembno, ne? Podjetja in inštituti, to je absolutno res, ampak ko se z njimi pogovarjamo s podjetja, ne, oni rečejo, mi smo v tem primežu. Ne? Torej, vsi vemo, kako je pomembno skrbeti za rabo resursov, ki bo odgovorna, trajna, pa tako. Ampak na strani je pa zelo malo, ko si v verigi, recimo 4.5. zaporedju, je pa zelo malo razumevanja, ne, kako je nam pomembno, da manj energije porabimo, da manj tega. Njim je važno, da je pravočasen, da imaš kakovost na ravni, ki oni pričakujejo, da je cena čim nižja, pritisk na ceni je blazna, ne? In tle je vse drugo bodo skoraj spušali pokor pa na teh malo dolgoročnejših procesnih spremembah delati, ja obradvali svoje cene produktov. Tako da ni enostavno. Zdaj pa bolj, ko si na tem trgu vizavi kupcev, lažje se, ko igravaš mehni tudi, da skušaš obradvati njihovo percepcijo, njihovo miselnost. Pa povem konkretno recimo za tube, pa v Talomu se strašno trudijo osvestiti javnost, da je tuba iz aluminija manj škodljiva za okolje. Aluminij je pač, bom rekla, ruda, ki banka bo neskončno, da se neskončno reciklira, to je sploh ni problem, razen če so prinesija, ne?
Veliko je še boksita v naravi, sploh ni problem, ampak te laminati so strašno prodrli v prakso zato, ker ko vi tubo stiskate, pri laminatu jasno tuba ostane cela in se blagovna znamka produkta vidi in s tem tisti, ki prodajajo zobno pasto, propagira svojo blagovno znamko. Pri aluminiju je pa ideja, da izpišneš, ker je z iztiskom večji izkoristek substance, veliko manj zobne paste ostane v njej, kako bo to komu mar, prodajalcev, ponudnikov, ker se pa skrije blagovna znamka izdelka, ne? Skratka, si zelo zanimivi igri noter, ne? Kako vse prodreti preko teh velikih blagovnih znamk, ki so v teh fast moving consumer goods z materiali, ki so družbeno okoljsko bolj primerni. No, zanimivo, gospod Tovšak, se takoj boste vi na vrsti, samo še eno vprašanje bi rada, ker ste pač z akademije, se pravi z ekonomske fakultete, profesor Dominko je pa z fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo. Jaz sem pred nedavnem prisostvovala neki razpravi, kjer so govorili o teh prehodih, skratka predvsem na avtomobilskih industrijah. In kar je bilo zanimivo, da je nemški predstavnik rekel, da enormno znanja z tega področja manjka v Evropi. In Evropa mislim, da je dala celo nek denar, da se na akademijah in inštitutih pospeši mlade kadre, da se jih razvija in se jih izobrazi, da bi potem se lahko v industriji zaposlili. Pa me zanima, kako vidva kot akademika, pa tudi ostali komentirate to. No, sej dr. Obrbič je tudi iz fakultete. Bom skušala čim bolj nakratko. Za podjetje mislim, da sta v osnovi dva pritiska. Eno je z trga, ko začenjaš ugotavljati, da se pri stranki ne odnese več, če prodajaš produkt, ki ima neugodno pritis ali pa neko neugodno zgodbo, ali pa strani države, skratka strani regulatorja. Indija, denimo, bila prva država na svetu in 2013 je že v svoj, naj bi to ZGD, pa v zakonu o gospodarskih družbah dala postavko, ki zavezuje vsa srednja velika in velika podjetja, da investirajo 2% dobička, dve pretekle leti se vzameta, v družbeno ali okoljsko odgovornost. In so točno rekli, kaj ne šteje. Ne šteje, denimo, vlaganja v urbano infrastrukturo ali v nek urban razvoj. Šteje pa v ruralni razvoj. Ne šteje, denimo, vlaganje v kadre, v podjetji, izobraževanje, tudi če je okoljsko trajnostno, ker to je treba tako početi. Ne šteje zmanjševanje emisij, ker to je regulirano. Tle se ne ponašati način, kar bi morali tako poštimati. Torej imajo 5 postavke, kamor se ne sme vlagati. Drugod je pa odprto. Ne smejo recimo enkratnih donacij za razne dogodke, ker to ni nobena resna zaveza. Tako da tam je pritisk strašno močan in je strah, ker je pač tudi sankcija, kdor tega ne dokaže učinkov v družbi ali pa v okolju, so visoke kazni, denarne ali pa ječa, to je zelo jasno. Tako da zdaj se v Indiji vsi skušajo organizirati, kako spostaviti te mehanizme za merjenje teh družbenih učinkov, prej ste rekli, koliko je tudi en pomemben kriterij pri tehnologiji. In take stvari učimo. Pri nas na fakulteti imamo na podiplomskem študiju predmet, kjer učimo študente, kako se meriti ta social impact, konkretne metodologije tehnike. In moram reči, da je v Sloveniji ta hip premalo tega, na več poslovnih šolah bi mogli to učiti, na več drugih fakultetah. Mojca Markizeti, ki vodi v Iskra Emeku prav trajnostni razvoj podjetja inovacije, pravi, v naših šolah je premalo trajnostnih vsebin, na vseh nivojih. Ni brave skoraj kadrovati iz okoliških držav, če bi jih lahko plačali, da bi dobili strokovnjaki, ki razumejo to problematiko. A potem naši diplomanti nekaj tako forsirajo, recimo ta vidik, ko pridejo v podjetja? Zelo visoko osebno so zavzeti k temu. Torej, tisti, ki take predmete opisujejo, veliko jih je pač na izbiro, so izjemno prepričani, so to zelo verjamejo. Ko pridejo v podjetja, pričakujejo, da bodo dobili izzive. In iščejo podjetje, kjer so ti izzivi možni. To je ta zdrav material in tega bo moglo biti veliko več, kot je danes že teh profilov. Profesor Dominko, kako se vi soočate recimo z vašimi študenti? Glede te... Večina je jaz bi šel na evropski aspekt te problematike. V bistvu to ni samo ta domača problematika, ampak je problematika vseh teh večjih korporacij v Evropi. Recimo, poznam, vem, Bosch trenutno išče 500 za baterije, BAS potrebuje ogromno ljudi,
Mislim, potrebe so ogromne in tudi, mislim, za vsa področja, od materiala do elektronike, mislim, pač za celotni aspekt. Zdaj, recimo, mi v Evropi, pač, ker delujem tudi na evropskem nivoju v šolstvu, pač imamo neki Erasmus Mundus programe, s katerimi poskušamo privabljati tudi zelo motivirane Azice in jih v bistvu pomešati skupaj z našimi evropskimi študenti in tukaj v bistvu zdvigniti tudi nivo evropskih študentov na višje nivo. In to je en tak model, ki dobro deluje. Izredno dobro deluje, ker praktično, tako ko prideš predavati pred to mešano združbo študentov, več čas imaš tam Indica ali Kitajca, back your problem, professor, can you repeat that, professor, what did you mean by that, professor? V bistvu si 2 ure ali pa 2 ure pa pol več čas pod pritiskom študentov, ker hočejo pač izvedeti vse. Obenem pa Evropejci, ki so res manj motivirani, v bistvu profitirajo od teh. In to je model, ki bi ga mi morali tudi mogoče na našem šolstvu, slovensko šolstvo začeti uvajati, ampak to mi smo se celo ostali že na enem drugem pogoju, sploh ne dovolimo predavanje v angleščini, na žalost. Očitno malo spremeniti, ne gre drugače, ne? Ampak ta v bistvu to je neka, lahko se vidi kot globalizacija, ampak po drugi strani pa je neko v bistvu mešanje kultur in v bistvu mešanje teh aspektov. Po drugi strani pa zopet je pa potrebno reči, da Evropejci smo visoko inovativni narodi. Vsi narodi. Od Angležov, Skandinavcev pa do Grkov. So oni dobro vejo, kako napravljati. Pa se zanimivo, tu imamo tudi med poslušalci prodekanje za raziskovalna dejavnost iz ekonomske fakultete profesorica Vesna Žabkar, okrog angleščine in angleških predavanj. Vi ste ena od fakulteta, ki seveda to že leta in leta vidite. Ja, Univerza v Ljubljani ima 26 članic, od teh članic, sicer ekonomska fakulteta je velika članica, ampak prispela skoraj polovica vseh mednarodnih izmenjav študentov. S tem smo začeli zato, ker smo se že pred leti odločili za mednarodne akreditacije in smo se na tak način dejansko poskušamo primerjati z najboljšimi, kar nas potem sili, da se pravzaprav tudi internacionaliziramo. In ena od stvari, ki je dosti pomembna tukaj tudi za študente, ki nimajo namena iti v tujino, saj ne posredno v času študija, na tak način omogočamo internacionalizacijo doma. To se pravi, da so izpostavljeni drugim idejam študentov z različnih koncev sveta, ki študirajo bistveno drugače. Pri nas mislim, da dejansko s tem res veliko dobijo. Hkrati pa tudi mi ne ostajamo zaprti na neke mehne lokalne posebnosti, pač pa pravzaprav se poskušamo učiti od najboljših. Seveda svet se spremenja tudi v tej smeri, ne samo tehnološko. Gospod Tovšak, se opravičujem, šele zdaj ste na vrsti, ampak slišali ste veliko dobrih stvari, ki bi mogli na nek način, ko bi rekla, strukturne politike upoštevati. Pa me zanima, kaj bi lahko rekli, kakšne so razmere glede tega pri nas, teh razvoj, teh novih materialov, novih tehnologij, ogromno nekega znanja, kako to vi percepirate, mislim, na ministrstvo ali pa kar na vladu, bomo rekli? No, za vlado bomo težko govorim. Se strinjam, ja. Z vidika ministrstva za gospodarstvo je pa ključno ta povezanost raziskovalcev z gospodarstvom. Po vseh študijah mednarodnih, ko smo jih gledali, da smo mi Slovenci izjemno močni na teh bazičnih raziskavah, imamo pa hude probleme s komercializacijo vseh teh inovacij in tako naprej. Jaz sem zelo vesel, vidim tle, da so svetle izjeme, oziroma je teh izjem verjamem več, da Kemijski inštitut, kot zelo priznana inštitucija, sodeluje s Hondo, sem slišal. Vendar res bi raj videl, velika država, je bilo zelo dobro, da bi zaokrožil ta krog, da bi Honda bila v Sloveniji. To je tisto, se pravi, to je tisto, kar imamo težiti. Se pravi, mi moramo te povezati, zelo fajn, da imamo vse te znanost močno. Hvala Bogu, da ostajamo tle, se pravi, te ljudi morajo ostati tle, da imajo pogoje za delo, da rabimo tudi industrijo, ki bo lahko implementirala vse te znanstvene dosežke.
Zato jaz mislim, da tudi ta ideja, ki sem dolgo, ki se tle poslušajo, da bi mogli pri privabljanju teh tujih investicij gledati tudi na to, ki smo znanstveno v svetovni špici in potem preberati to industrijo k nam. Lepo, da delate, da ste svetovna špica, pa da delate za tuje podjetja, še lepše pa bi bilo, če bi to bilo pri nas. Zato jaz tudi volim projekt Poda Magne. Ne bom zdaj, ne poznam, kako Magna se deluje, vem pa, da ogromno dela z Apple, pa tudi na teh novih tehnologijah in tako naprej. In eno tako podjetje, ko pride k nam, gledajte, mi smo skozi, ko poslušam, da bo to neka lakirnica, pa ličarski obrat, pa ne vem, kaj se ne to je prezvezane. Moš iti gor grad, da vidiš še resno podjetje. Ko pride k nam, oni imajo tle resne namene delati, razvijati, tudi nove tehnologije in tako naprej. In mi to potrebujemo. Potem lahko povežemo vse to znanje, ki ga imamo na inštitutih, spravo dejansko za gospodarstvo. Zdaj, kaj pa mi delamo, ministrstvo? Tle zdaj vse poslušamo krožno gospodarstvo, ne vem, mislim, toliko je te gospodarstva že težko slediš na teh nekih novih idej in tako naprej. Ampak posvet, ki je bil v Bruslju, ki ga je delala Evropska komisija, je dejansko pokazal, da vse ta prehod, ključna stvar za prehod na ta trajnost na krožne gospodarstva so inovacije. In mi imamo zdaj seveda bila sprejeta strategija pametne specializacije, ki tudi vseh 9 področij, ki je usmerjena na trajnost in tako naprej. In tukaj zdaj je precej denarja, se pravi, tega kohezijskega denarja v Sloveniji za področje inovacij, mislim, da več kot 460. Zdaj, za njega smo pa odgovorni mi, od MGRT, in pa Ministrstvo za znanost, šport in šolstvo. Jaz vam zdaj lahko povem, da bomo zdaj konec junija objavili razpis za RRI projekte Veriga in mreža prednosti, kjer v višini 74 milijonov evrov. Kjer bomo prav podjetja spodbudili, da bodo pač prijavljali te nove inovacijske nove inovacije in da se pač iz nepovratnih sredstev financira. Imamo še en kup drugih razpisov, ampak jaz vas zdaj s tem ne bi obranjeval. Ključ tega pa je, da mi moramo zaokrožiti krog, se pravi, ne samo sodelovanje znanost, gospodarstvo, ampak tudi gospodarstvo, ki bo ta Slovenija. Ja, dr. Dominko. Nekako ste v bistvu izvanja, ker že delate s fondov, ste fondov pripeljali v Slovenijo. Zato niso oni krivi, nismo mi krivi. Ne bom krivil ministrstvo, krivil bom kar rekel v navednicah teknologizacijo Slovenije. Pač, ker se je ogromno denarja zlilo pač v privatizacijo in ta privatizacija ni potem dala novega zagona, ampak obratni efekt. Samo še to imeli smo primer, ko še nismo bili znali, da je prišlo podjetje do nas in ko smo rekli, ni na plače enega človeka, to je cirka bo tiska 20.000 evrov, so oni rekli, mi raje vložimo v nepremičnine. In potem nepremičninski balon je počel, so morali pa 5 milijard dati v banko. Ja, no se to je Sutovšak dobro povedal, ne? Seveda. Kar pa jaz pogrešam recimo v Sloveniji, tukaj se trudimo za vzgojo naših mladših kadrov. V bistvu, da imamo sogovornike, ker v bistvu našo industrijo vodijo predvsem ekonomisti, pravniki. Če grem zopet nazaj na Hondo vodijo inženirji, tehnologi. In v bistvu z njimi je veliko lažje govoriti, oni v bistvu zelo dobro razumejo celoten ta napredek in nas pa pride, čez eno leto hočem imeti baterijo na trgu. Ne, sorry, 15 let je razvoj, ne bo šlo. Ja, to je zanimivo, ne, mislim, vse tole, ker ste vi rekli, Sutovšak, ne, je res, ja, seveda, je obstaja potem strategija nekega razvoja, kamor se bodo vsi ti briljantni umi lahko umeščali in delali nekaj razvoja. Recimo, imamo svetle primer, recimo farmacija. Farmacija je konstantno vlagala v kadre in tukaj se vidi. So frontmeni našega gospodarstva. Kaj pa z našim industrijskim razvojem? Misli strategijo? Vsekakor
situacija, v kateri smo, zdaj vi govorite tle o samo materialih, o teh resursih, zelo pomembno, da je to tudi delovna sila, se manjša v Sloveniji. Absolutno nam gre digitalizacija, prihaja, delovne sile bo vedno manj, treba delovna mesta narediti bolj učinkovita. Hkrati, kar je pa ključno, tukaj pa vidim za te inovacije, pa vse te projekte, ki jih imate, da končno dobimo proizvode z večjo dodano vrednostjo. To je edini možen vir za više plače. In to nam manjka. Mi imamo gospodarstvo, ne vem, 40 000 poprečna dodana vrednost za zaposlenega, ampak to je premalo. Večina teh je pa odskop, mi potrebujemo nujno, te elemente, da dobimo te strokovnjake, da tudi pride delati v industrijo, ne za cilj. To ne gre, absolutno pa te kadre potrebujemo tle pri nas. In so zelo zaskrbljujoči podatki, da ne vem, če to podrži, da pač večina velik teh tehnikov odhajajo na delo v tujino. Vemo, da Nemčija ima neverjetne potrebe po teh kadrih. Oni prav iščejo to in oni se zavedajo, da če ne bodo dobili ljudi, dodano vrednost, tudi ne bo več gospodarske rasti. Mi imamo, zdaj smo vi zaključili, bi rekel, tele krepitev kompetenc, neki razpisi, kjer financiramo recimo za podjetja 2 mlada raziskovalca, celo leto. In tle je, ne vem, 6 ali 7 milijonov evrov in tukaj poskušamo, da dobijo te ljudje, ki imajo ogromno znanja, da pridejo tudi v realni sektor. Ja, samo financizacijo proizvoda najbrž recimo pri nekaj tako sofisticiranih izdelkih, kot je profesor Dominko rekel, koliko 10-15 let, recimo za eno doktorijo. Najbrž dr. Gotovac, vi ste tudi fizik, pa ste direktor razvoja, recimo vi ste pravnika, pa recimo ekonomist, pa smo, ne vem, to je veliko. Skratka, kako vi gledate na te stvari? Jaz bi najprej rekel, da je velika razlika, a Honda pride sem zaradi tega, ker lahko ljudi manj plača kot nekje druge, ali pride sem zato, ker dobijo zemljišče cenej, ali pride sem zato, ker je tukaj znanje. Torej, neki projekti, ki so mogoče ne financirani direktno gospodarstva, ampak recimo izobraževanja. Pred leti, mislim, da se je zaključil z letom 2009, razpis mladi raziskovalci v gospodarstvu. Potem je še nekaj časa to životarjalo z nekimi razvojnimi oddelki oziroma neke take podobni razpisi so bili, ampak tisti razpisi so bili izredno dobri. Takrat je slovenska industrija močno napredovala, ker mislim, tudi sam sem bil tega razpisa, enostavno pod tem razpisom si lahko raziskoval, si se izobrazil nekega velikega strokovnjaka na nekem področju, hkrati si pa v bistvu neko ekonomsko korist podjetju začel prinašati takoj, v trenutku, ko si zaključil študijo. Tako da neka podpora, bi rekel, okolju, zdaj se tukaj vsi malo po hrbtu, koliko smo dobri, ampak vsem, jaz mislim, da tudi na področju izobraževanja zaostajamo, trend ni toliko zelo pozitiven v primerjavi za vodilnimi na svetu, ker pomeni, ko mi iščemo nove zaposlene, imamo izredno pogosto problem najti v Sloveniji zaposlenega na nekem področju. Izobraževanje gre zelo široko, zmehna država smo, ampak izobražujemo vse na vseh področjih enako plitvo, ne dovolj globoko, tako da potem so samo neke svetle točke, kjer je nek profesor na nekom področju, ki je dovolj ambiciozen, da potem njegovi študenti so pa res v vrhu. Recimo dober primer je profesor Dominko, pa še precej se jih najdemo. Tukaj je zelo veliko prepuščeno improvizacije. Zdaj, to je ena stvar. Honda bo začela prihajati sem tudi, ko bo infrastruktura taka, kot Honda pričakuje, da bo. Zdaj ne govorim o drugem tiru ali pa karkoli, ker je večji infrastrukturni projekt, ampak govorimo o tem, da pride avtomobilsko podjetje, bo prišlo, ko bodo tukaj moderna infrastruktura, recimo za testiranje, ko bo država dopustila z zakoni, da se po Ljubljani pelje 10 Hondinih vozil, ki pač drugače v Sloveniji trenutno ne morejo dobiti registracije. Ne morejo biti homologirane. V Nemčiji pa malo serijska homologacija do 25 avtomobilov ne zahteva nič drugega razen tega, da nekdo v BMW-ju podpiše, da je to. Tako da to so neki taki detajli, ki omogočajo, da potem podjetje pride z drugačnimi nameni sem. Pa ne rečem zdaj, da Magna nima namenov za razvoj, ampak še vedno, ko pa gledamo, na kakšen način jih motiviramo, je pa to tako.
da jim polovico zmanjšamo neke davke. Mislim, super, se to mora biti, ampak mogoče ta isti denar vložen nekje v prejšnji fazi prinese veliko večjo korist in prinese koncentracijo okoliščin, kjer bo ta firma sama prišla, ker se ne more privoščiti, ne bi tudi. Zdaj, opozoril bi na to, da to ni znanstvena fantastika. Če kdo pogleda case study Slovaške v tem trenutku, je to jasno, da se to da. Oni so in v Evropski uniji z razvojnimi projekti so dobili, takrat, ko smo mi dobivali nekaj 100 milijonov, so oni dobivali milijardo in več, pa nismo toliko zelo različni po velikosti, so bili precej za nami in zdaj imajo pa nekaj večjih avtomobilskih firm, ki že postavljajo tovarne, razvojne centre, testne centre in vse. In Madžarska to dela podobne stvari. Oni vlagajo 200 milijonov v testni center za avtonomna vozila. Med tem, kaj mi delamo? To so bistveni detalji, moramo se odločiti, ki hočemo biti 2025, ne ki hočemo biti 2018. In potem moramo vlagati tiste stvari, ki nas bodo pripeljali. Ampak očitno ta logika na nek način ne prodre. Recimo, da bi naredili en tak afirmativni pristop in pa pognali celo zadevo naprej. Profesorica Adriana Rejc, Bukovac, kaj recimo z vidika ekonomije in pa uspešne ekonomije, to, kar je gospod Ošak rekel, željo po veliko dodane vrednosti, lahko potem združimo to, združijo recimo tudi ekonomisti, kaj bi lahko svetovali, kako strategijo narediti, da se bodo vse te elementi, vse te znanja na nek način združila skupaj, ne? No, mehni se bom navizala na vas, profesor Dominko. Zdaj, ta paralela farmacija ali pa druge učenje. V farmaciji so vedno razmišljali 15 let. Ker je tako šlo, zdravila si mogla načrtovati za bolezni, ki so se šele pojavljale. Ta miselnost, ta dolgoročnost, tam je bila, ker so bili v vodstvu farmacijskih družb vedno ali kemiki ali farmacevti, nekdo, ki je vse mehni znal poduhati sfero, kateri so delali. V podjetjih je preveč teh čistih profilov. Interdisciplinarnost bo prva stvar prihodnosti. Kdo ne bo razumel branže v duhu razvoja produktov in posla, bo težko dolgoročno razmišljati. In zdaj, iz kjere strani pripeljati človeka noter, ali inženirja v poslovno razmišljanje, ali enega, ki ima bolj management v krvi v sfero produkta, je verjetno dosti težko, ampak interdisciplinarnost bo tukaj ključna. In zato moramo programe na fakultetah spremeniti. In ta interdisciplinarnost, ne samo, da imamo na doktorski ravni te povezave, prej se mora začeti, prej moramo nekomu odpirati ta horizont razmišljanja, da imamo naravno te oči ne delujejo. V podjetjih, recimo, ne bom šla veliko avtomobilsko industrijo, ampak recimo čistko, Adidas, Nike pa to, že zdaj imajo razvite postopke za obdelavo tekstila brez vode. Kako bo barval tekstil brez vode? Ker vedo, ko bo zmanjkalo vode, ne bodo gospodinstvom zapirali pik. Industrijo bodo, Tako da razmišljati naprej 10-20 let, to je ključno. V šolah moramo korenito zasukati te stvari. Država ima tle veliko prostora za spremembe, akreditirati programe, ne samo prostora, pa tudi naloga njena je, Gotovo, ja. Tako da v tem izobraževalnem delu veliko vlogo vidim. Samo še za konec, dr. Omladič, kako vi vidite, recimo, konec konca ste tudi profesor, mladi na filozofiji, kako vi vidite, recimo, integracijo vsega tega, kar smo danes govorili, seveda s posebnim ozirom na ekološke probleme in, ne vem, katastrofo, če seveda vse te teorije držijo, raziskave. En kolega, profesor, s katerim sodelujemo v mednarodni skupini o etiki tehnologije iz Nizozemske, pravzaprav ne poznam, ne vem samo to, kar nizozemski primer, ampak morda tudi širši. Imajo vsi, na Nizozemsko imajo vse inženirske visoke šole filozofijo kot obvezni predmet. Mislim, kot se vidite, je tako popolnoma različno, zakaj je pa inženirjem počutiti filozofijo. Hočem reči, ne vem, mogoče tudi sam mislim, da to ni bilo tako produktivno v Sloveniji, ampak tisto, kar na nek način bi bilo potreba, je pa nek predmet, nek širši predmet, pa lahko mu rečemo predmet znanost, če hočete. Spravi, vsi ljudje, ki študirajo na Univerzi v Ljubljani,
da poslušajo predmet znanost, ne, ker danes ga ne. V tem predmetu bi na nek način se podali po eni strani osnove znanosti, ne, ker vidimo, ne, da so dejansko, imate profesorje iz inženirskih fakultet, ki javno recimo se postavljajo na stran zanikanja podnebnih sprememb in tako. Temu težko reči drugače, kakor se jasno so vrhunski strokovnjaki na svojem inženirskem področju, ampak očitno pa nimajo neke splošne znanstvene izobrazbe, če lahko tako pozicijo zagovarjajo. Torej, nek predmet znanost, ki bi pač vseboval tudi to, kar ne filozofijo, ampak bi rekel ta etični vidik, namen znanosti in tehnologije. Danes smo skozi govorili o produktivnosti, dodanih vrednosti, profitih in tako naprej. Ne? Mislim, moja stališča, to ni namen tehnologije. Dokler vidimo vso stvar iz vidika profitov, zasebne koristi in tako naprej, se ne dotaknemo tega, kar je v bistvu tehnologije. In znanosti kot nečesa, iz česa tehnologija izhaja. Bistvo tehnologije, tehnološkega razvoja je, da pač omogoči dobro življenje vsem ljudem, ne pa profite nekateri. Ampak se recimo zanimivo, ne? Mislim, to, kar ste rekli zdaj, če ste pozorno poslušali to, kar je profesor Dominko, doktor Hodnik in doktor Gotovac govorili, oni kot vrhunski tudi strokovnjaki, raziskovalci imajo nek tak naboj v sebi. Ne? Tako da je treba, upamo samo, da bodo na študente, na doktorante prinesli čim več tega. Ne? Ja, doktor Hodnik, samo še nakratko. Ja, v bistvu samo en komentar bi dal, da volitve so vsakih par let, ne? In da pač zmaga vedno unko obljublja največ. Ne? Mi v bistvu ne smemo, se strinjam bolj razvaj, mi moramo ozavestiti ljudi in njim razložiti, zakaj se neka odločitev ima neke posledice. Ne? Zdaj to, kar se je zgodil z Brexitom pa v Ameriki, ne? To je samo zato, ker so ljudje ne vejo, kaj je prava odločitev. Ne moramo Trumpa obsojati. To smo mi krivi, ker nismo ljudem razložili, kaj pravzaprav to pomeni za naše otroke, za naprej. Dobro to sporočilo, ne upam, da ga prenesite na naše sodelavce, tam te mlade, ki jih imate.